V svojem poklicnem življenju se v praksi in teoriji ukvarjam z družinskim pravom in pravom socialne varnosti. To sta področji, ki sta v času epidemije najbolj izpostavljeni. Kot bolnica z multiplo sklerozo in odvetnica ter mediatorka v času koronakrize opažam v moji odvetniški pisarni in v sodnih dvoranah porast obravnav naših članov v razveznih postopkih za upokojitev, podaljšanje bolniških staležev ter uveljavljanju ostalih socialnih pravic. V preteklem letu je bilo takih primerov veliko in se nadaljujejo v letošnje leto. Čeprav delam v odvetništvu že 20 let, se me vedno dotakne, ko zastopam naše člane v postopkih razvez in pred delovnim in socialnim sodiščem. V nekaterih primerih je prisotno tudi družinsko nasilje in odvisnosti. V zadnjem letu opažam beg naših članov v upokojitev. Velikokrat je beg preuranjen in ni vedno najboljša rešitev, saj so posledice na finančnem področju, ki velikokrat vodi tudi v razpad družine. O številu primerov ne bom govorila, a verjemite mi, da so v zadnjem letu visoke. Sem samo pravnica in nimam znanj niti ne smem posegati na področje, da bi našim članom nudila psihološko obravnavo, lahko le opozarjam in jih usmerim po pomoč. Poskušam zaustavljati postopke razvez, upokojevanja, a ko nastopi družinsko nasilje, ne smem oglašati. Takrat moram hitro ukrepati. Veseli me, da v Združenju multiple skleroze organiziramo webinarje tudi na temo psihosocialne pomoči članom in smo se okrepili na tem področju s svetovanjem. Tudi na socialnih omrežjih je vedno več klicev na pomoč in obupavanja naših članov. Za povezovanje je veliko poti, le pravi čas jih moramo zaznavati in biti do njih čuječi. Za konec naj strnem misel, želim si čim manj poklicnega posredovanja za naše člane in več pristnih srečevanj brez pravne patologije.